Ej, jo! Po dolgem času smo spet nazaj na Racelandu. Mislim, da je 6-7 mesecev sploh nismo tle vozili, kar je zelo čuden za nas glede na preteklo sezono, ampak je kar je. Spet smo tukaj. Danes je en poseben dogodek, v bistvu ni sploh trening event, ampak smo tle kot del team buildinga za neko slovensko banko in bomo malo taksirali folk, tako da bo zabaven, če no vreme je preveč zasral stvari. Ok, tukaj so malo avte sparkirali izpred glavnega šotora. Imamo še dva old school slovenska drifterja oziroma dve legende slovenskega drifta tukaj. Urbije, sicer pelo bo Petač, Berdaj se tlele. Valjda bo tudi Domen malo potaksiral svojo Micko s svojim Evotom. Ostale flote ne poznam, ampak neki cool oldtimeri, Citroeni, Opli. Uno Peugeot na koncu. Ja. Peugeot, prav bolj francosko obarvan. Fun fact, kaj je novega na Racelandu? Ja, na Racelandu je nekaj novega in tako neki, če ki se pride noter, tam se pride noter. Steza je povrnjena v prvotno stanje, ali kako bi temu rekli. Se pravi, ne vem, tisti, ki ste že bili na Racelandu v zadnjih parih letih, je bila ravnina Mičken. Tole ni glih malo, koliko je bila posedena. In taram! Ravnina je spet ravna. In je zelo čuden feeling tlele stati in gledati po teli ravnini, ki zgleda, da je ful daljša v bistvu. Pa ne vem zakaj, mogoče zato, ker ni bala, zato, ker ni lukne več, ali zato, ker tlele tale lok manjka. Ja, saniranje. Pa si pojmo pogledati še prvi ovink, ker tudi prvi ovink ima eno novost. Sicer moram reči Domnu, da so slabo sanirali zadevo in upam, da jo bojo popravili, ker no, se boste videli. Še ena stvar, o kateri smo se pogovarjali že ful dolg časa, je končno realizirana in sicer izletna cona je malo pojačana s temi letlakovci, kako se bo obnesel. Bomo videli samo po moje, da bi mogli funkcionirati. In je kar dobro podaljšana vse do tega drugega robnika. Ampak, malo so benka naredili, tako, Orlando Speedway. Se pravi podaljšana vse do ta drugega robnika, pa še mičken del, ampak tole je tako ful dober za feltno, če mičken na širok odpeleš. Ampak glih mičken na širok, se pravi, moš odpeljati torenk na širok, ali pa ne odpeleš na širok in to je to, če ne, bye feltna. Naj bi se še nek ovink saniral, sam zdaj točen ne vem kater, ampak za moje pojme ni bilo nič kaj toliko kritičnega na stezi. Ok, je res, da en ovink je bil mičken poseden in ko je dežval, je tam bilo zelo veliko stoječe vode, tako, tudi kar konkretna globina in če si noter prepelil, si bil malo podmorenca. Ok, to je to za enkrat. Počasi že ogrevamo avtomobile. Itak, pač čakali na timing, da gremo lahko gor in seveda se fino držali vmes, tako da je steza kar mokra, ampak če bo zdaj mer, pa če bo sonce, bo po moje zelo hitro tudi suho. Zna biti malo peče vmes, za začetek bomo dali ene še iz Nemčije rabljene gume gor, pa po potrebi zamenjamo za nove. Evo, prve vožnje smo že odpeljali, nismo nič snemali onboardu, ker bi bilo po moje zelo nezanimiv po teli mokri pisti, ker peljemo original Raceland layout in je vse toliko počas, da mislim, folko je super, mi malo zehamo zraven. Ti dela quick check-up na avtu, toliko če vse cool, kar se podvozja tiče. Pač klasika, vsakič tudi kole zamenjamo, nam ga malo ven porine v catch can. Pa je treba to sprazniti in pol je cool. Evo, tlele Petač z V8 BMW-jem še zadnjega potnika pelje. In nič, zdaj bo imeli eno dirko z gokardi in mi bomo spet še malo pol furali.
verjetno se bo steza zdaj že usušila, pa bomo lahko malo več akcije imeli na stezi. Jo. Ne, sam povej, a ste zdaj izložili? Kaj smo zložili? Kaj? 36, nisem govorimo o driftu? Drift, pa ta legenda šel že malo ven. To, ki je šel ven, da na rally crossu pirovete dela. To smo zložili leta 2017. Ampak zimski plani, če ste... Ne, zimski so bili 2015. Kva si pokvaril? Pozdrav. Ja, pol Savina. Pregrob sem bil, pa je šla pol Savina. Klasika. Ja. Koliko si jih že polomil v teh 15 letih, kako furaš? Diferencijalo sem po moje enih 20. Kaj, 20 diferencijalo polomil? 15 pol Savin. Pol več diferencijalo kot Savin? Ali 15 parov? Ne. 15 pol Savin? 15-20 pol Savin, ne vem. Pa 21 pol tole, diferencijalo. Sam to je to, ker dobiš diferencijale pa pol Savine na vsakem odpadu skoraj. Ve. Je malo lažje dobiti. Ja. Ja. Zakaj pa ne dati kaj močnejšega? Čakamo finance. Vsi čakamo finance, ja. Vajsvep ima odrek. Takšen je ta šport. Pa Vajsvep je še poceni, če pogledamo druge stvari. Ja. Kupaš pa imaš. Ok, avto dela, drugače. Avto dela. Pač, zadovoljen. Malo še dobiti na oprijemu in to je to. Kaj mu fura? Zdaj, tale skupina je bila malo boljša, ker je bil, hvala Bogu, že asfalt toliko suh. Moram reči, da tale Raceland, klasičen layout mi je malo annoying pelat, ker je ful enega manjijanja in ja, ni tako kot competition layouti, kot so postavljeni.
Definitivno moramo Hačija končati, glih za kakšne take stvari, ker Hači bi bil pa definitivno ful bolj fan za voziti, sploh te notranje ovinke bi pohendlu kanač brez, po moje, pretiranega kupljanja. No, ko smo že pri kupljanju po sklopki, smo po moje, da sklopko zaklali, no nismo še zaklali, sam definitivno pred odhodom v Budimpešto na Madžarsko bo verjetno treba sklopko posanirati, po moje so pač lamelce že malo na konci in vse že neki cingla. Mislim, bajt je eno, sam neki čudni prizvoki, ki mi definitivno niso všeč. Ok, upam, da odpeljemo še kaj. Srečno, kralj kraljev, kralj kraljev. Veš kaj, jaz ti bom une gume vsem gor dal, ker je že do... Gazda je dost, ali kaj? Ja, žena kliče, tako da evo... Konc zabave. Konc zabave, gremo domov, cut off, vse. Navozili smo se, to je to za danes. Folk je užival, ne? Folk je užival, folk je impresioniran, poln adrenalina, tako da... To je to! Tlele na Rejsendu smo zaključili. Ene 3 komplete voženj smo odpeljali. Moram reči, Domen, svaka čast, da si tole ravnino uredil, ker ja, zdaj greš lahko ful bolj momačka v prvi ving, brez da se boš bo iz predstave ven vrgel, ali bo pol sovine potrgal, ali kaj bo. Tako da uživali smo na polno. Zadnji dan sem rekel, ok, kljub temu, kolikor sem že rekel, da meni ta origi layout Racelanda ni ful neki zabaven peljati. Silvijo mi je ful bolj paše to, kar peljemo ala Night Strike in podobno, se pravi, da se stvari malo lepše povezujejo. Nažalost, pri zadnjemu potniku, ki bi mogel vsaj še 2 odpeljati, pač malo me preveč paril in sem dejansko odpeljal celo stezo, povezal na polno in smo pač gume potamanili do konca in ja, to je to. Pač se opravičujem tistim, ki so čakali v vrsti, ampak ja, brez gum smo. Subscribite, lajkite, šerite naš content in do naslednjič. See ya!